Tukaj bi rekel tako, ne, v proizvodni, tako v kemijski industriji, kot tudi v farmacevtski industriji, ne, je pravzaprav raba genetsko spremenjenih organizmov, celičnih tovarn, ne, ki proizvajajo uporabne snovi, ne, in tudi tiste, ki so, recimo, tipičen primer je inzulin. Leta 1982 je FDA odobrila inzulin kot prvo rekombinantno zdravilo. Ne. Tam je šlo za podoben primer, ne, se pravi, gre za ustavitev gena, človeškega gena v takrat bakterijo, ampak nek mikroorganizem, celično tovarno, ki potem proizvaja, ne, to substanco v velikih količinah, in ne samo to, ne, da je takrat dostopnost preko cene za bolnike, sladkorne bolnike zelo padla, ne, se pravi, cena je padla, dostopnost se je pač povečala, ampak tudi so potem je to odprlo možnosti za recimo drugačne variante inzulina, ne, tako da danes je zdravljenje diabetikov bistveno boljše, ne, bistveno kot pa lažje, kot je bilo recimo pred dobrimi 30 leti, ne, ko se je ta postopek, ko je bil odobren. Potem proizvodnja recimo vseh bioloških zdravil, ne, ki se tudi nedavno v Sloveniji dogaja v Leku, ne, temelji na celičnih tovarnah, ne, ki so vse genetsko spremenjene po pravilih, ki jih imamo, ne. Tako da to je en vidik zgodbe. Zdaj, na našem področju bi rekel tako, ne, prej sem rekel, da mi v začetku štartamo kot biologi, ne, in se ne, ni naš osnovni namen tukaj delati produkte za industrijo. Ne. Mi sicer, kadar smo z nekim industrijskim partnerjem, potem seveda zaradi njihovega financiranja ali pa zaradi konteksta, v katerem delamo, potem nas zanima proizvodnja točno določene substance, ne, in delamo na njej, ne, ampak recimo, če to je del konzorcija. Konkretno naše znanje, ne, se tiče samo tega, kako lahko prenesemo različne lastnosti v eno celično tovarno, neko šasijo, v en organizem, ki je potem sposoben te lastnosti imeti, ki se lahko potem biotehnološko uporabijo. In zdaj, če pa rečem še po drugi plati, ne, kot biologi, ki preučujemo te sisteme, tukaj imamo v bistvu dva koncepta, dva svetova sta tu na nek način trčila skupaj, ne. Prvi svet je pristopi klasičnega, temu, kako pravimo tradicionalno, pa klasično žlahtnjenje, ker velja tudi za mikroorganizme. Poznamo ga pa verjetno boljše pri rastlinah ali pa pri živalih, ne, se pravi pri pasmah, pri sortah, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Pri mikroorganizmih je zelo podobno, ne. Mikroorganizmi, ki danes proizvajajo ne samo biogoriva, tudi antibiotike, ne, ali pa recimo, ki proizvajajo, ne vem, biološka zdravila, ki sem jih prej omenil. Ti organizmi so bili, antibiotiki so morda zelo dober primer, ne. Prvi organizem, ki je sposoben proizvodnje nekega antibiotika, ne, če se spomnim na Flemingovo odkritje penicilina, ne, tista gliva, ne, tista plesen, če hočete, ne, je bila sposobna produkcije zelo učinkovite substance, ki je zelo učinkovito izničevala rast bakterij, določenih bakterij, in ta organizem je bil sam po sebi zelo robusten, ne, zato ker je bil izoliran dejansko iz okolja, ne, se pravi, mora biti sposoben preživeti v okolju z različne pogoje. Bi moral biti sposoben preživeti. Potem pa se je začel postopek žlahtnjenja, se pravi izboljšave seva, ki je šel v smeri večje in večje produkcije penicilina, recimo, ne, ali pa podobno velja za druge antibiotike. Pri tem se je pa dogajalo to, da so druge lastnosti, ki niso bile povezane samo na produkcijo penicilina, so se začele izgubljati, ne, oziroma so se spreminjali do te mere, da so danes mikroorganizmi, ki proizvajajo antibiotike, zelo dobri producenti, ne, v nekem zaprtem sistemu, v nekem reaktorju, ne, kjer, naj poudarim, to niso genetsko spremenjeni organizmi, to so organizmi, ki so bili z različnimi tehnikami žlahtnjenja, lahko tudi skrižani z drugimi organizmi ali pa z recimo naključno mutagenezo ali pa kakorkoli pridobljeni, ne. Imamo organizem, ki je zelo dober producent, vendar, če spremenijo parametre procesa, ne, v tem reaktorju, pa ta organizem praktično ne more več preživeti, zato ker je bil selekcioniran samo na tisti ne, samo na določene posamezne lastnosti. In tu zdaj pride pa ravno ta drugi svet, kjer pa pravzaprav ta pristop, ki ga mi uporabljamo, ne, ki ga nismo, moram povedati, ne, v osnovi ga nismo mi razvili, celoten koncept so razvili na Princetonu, razmišljali so o njem že prej, ampak osnovni pristop je bil 2010. leta objavljen s strani raziskovalcev s Princetona, kjer so pokazali, to lahko zdaj naredimo drugače. To pomeni, imamo zdaj en sev, recimo, ki je zelo dober producent, kot sem prej govoril, v antibiotikih, in imamo en drug sev, ki je pa zelo robusten, ne, ki ima sposobnost, recimo, odpornosti na različne
pogoje v okolju, recimo temperaturo. In oni so pokazali, da če mi križamo ta dva seva, ne, potem lahko z genetsko metodo ugotovimo, kateri gen je v tem sevu, ki je odporen, kateri aleli, bomo rekel, ker oba imata lahko gene, se tam ima par mutacij, ki mu to omogočajo, ta jih pa recimo nima. Katere mutacije so tiste, ki omogočajo temu sevu, da je sposoben to narediti, ne? Da je sposoben te lastnosti, da je bolj rezistenten. Klasično bi mi lahko ta dva seva križali, ne? Dobimo potem v bistvu kombinacijo dveh genomov, ne, kjer je zelo veliko kombinacij, lahko nastane, potomcev, ne, v bistvu, to je zanimiv podatek, je tukaj mogoče, da je število kombinacij, ki lahko nastane teoretično iz dveh sevov, ki se recimo ločita na dejansko v praksi se tako, recimo 10.000 mutacijah, ne, oziroma teh variantah, ne, nabor, število genetsko različnih potomcev, ki jih lahko dobimo, je 2 na to število, spet 2 na 10.000. 2 na 10.000 je bistveno več, kot je atomov v vesolju. Ocenjeno število, kar pomeni, ne, da v bistvu absolutno ta nabor teh možnosti, ki lahko nastanejo, je normalno, se ne more zgoditi. Ne. En majhen delež teh možnosti lahko nastane. Ne. Vendar, klasično lahko iz teh križancev potomcev lahko dobimo nekega, ki ima, recimo, ne, oboje, dobre lastnosti obeh staršev. In zdaj ta organizem je klasično narejen, ga lahko uporabimo. To je en pristop, tradicionalno. Kar mi naredimo lahko, je to, da mi rečemo, ok, ne bomo križali, pa ne bomo tega ogromnega števila potomcev preizkusili kot takšnega, pač pa bomo jih sicer križali, ampak potem za neko genetsko metodo ugotovili, kateri so tisti aleli, tiste mutacije, ki tukaj omogočajo to preživetje. Zdaj pa vzamemo samo tiste mutacije in jih prenesemo v tega prvega, dobrega producenta. Ne. S tem smo recimo prenesli, ne, tipično recimo pri nekem procesu, na katerem delamo, recimo govorimo o 3 alelih, ne, ki imajo skupaj recimo 10 mutacij. Ne. Ampak gre za 3 gene, ki jih ta prvi organizem že ima, in te 3 gene smo sem prenesli. Okay? V drugem primeru, ne, smo pa recimo, če govorimo o kvasu, ki ima vsak 6000 genov, ima en in drugi, ne, in ko jo skombiniramo, smo v bistvu prenesli 3000 genov, ne, poprečno gledano. Ne. In ta prvi, tradicionalno pridobljen, je ok, ne, se pravi stališča regulative, recimo genetsko spremenjenih organizmov. Ne. Ta drugi, ker uporabimo vmes metode genetskega inženiringa, ker za prenos genov uporabimo pač metode. Posežete vmes, ne? Posežemo vmes drugače, zato da samo tisto prenesemo, kar smo želeli prenesti. Ne. Ta organizem, ki smo ga dobili, ima 3 nove gene, v njih ima 3000 novih. Ne. Stališča biologa, bom rekel, ne, da je v bistvu tega, ki ima 3 nove gene, ne, mi lahko napovemo zelo veliko verjetnostjo, da bo imel tisto lastnost, ki smo hoteli prenesti, in to pač vemo, da deluje, če ne ta proces, da sploh ne bi, ta tehnologija ne bi delovala. Za vse ostale lastnosti, spet za stranske učinke, ne, tukaj mi lahko do določene mere napovemo, kaj se bo zgodilo, če smo 3 druge gene vnesli. In seveda vedno poskušamo prenesti vse 3 gene, da ne bojo nič drugega vplivali, ker tem je vsa poanta tehnologije. Mi nočemo spremeniti nekih drugih lastnosti. Imamo dober sev, ki ima veliko dobrih lastnosti in nočemo jih spremeniti. Se pravi, to je naš interes, da se čim manj spremeni dejansko v organizmu. Če povzamemo klasično izboljšavo žlahtnjenje, kjer 3000 genov kombiniramo, pa ni na svetu nikogar, ne računalnika, ne možganov, pa verjetno potem, kjer smo trenutno z razumevanje biologije, še dolgo ne bo nikogar, ki bi znal napovedati, kaj se zgodi. Se pravi, kakšne lastnosti bo lahko imel ta sev. In to, mimogrede, velja za karkoli je žlahtnjeno, žlahtnjeno dejansko je žlahtnjena za določeno lastnost, ne, ampak gledano iz tega, kakšne lastnosti pa lahko ta organizem pridobi, ne, na ta način je pa džungla in tega noben ne zna napovedati. Ne. In se edini način, da lahko to narediš eksperiment, ne, kar pomeni, da ta organizem uporabljaš in potem je varen. Kar ne bo pomotiti, so ti organizmi varni, ne. Hočem samo to prikazati, ne, da je prenos samo 3 genov, ne, je pa še dosti bolj napovedljiv. Ne. Se pravi, iz tega stališča tukaj ni težave. Ne. Potem pa, če črto potegnem, pa tako rekel, ne, sem še na začetku morda že rekel, ne, da pravzaprav postopke, ki jih mi razvijamo, jih pa ravno zaradi regulative, ker delamo v Evropi in za evropski trg, ne delamo na lastnostih, ki so uporabni za prehrambeno industrijo, ne. Se pravi, za nič, kar bo šlo v prehrano ljudi ali pa tudi živali, ne nazadnje.